Slovenski znanstvenik pa je v sodelovanju s kolegi iz Avstrije, Nemčije in Anglije svet navdušil z na videz črnogledo napovedjo. Izračunali so, kako se bo končalo vesolje in zakaj lahko vse okoli nas v trenutku izgine. Ja, zveni grozljivo, a naj vas kar takoj pomirimo. Konca vesolja nihče od nas ne bo dočakal, pa tudi naše prapravnuki ne. Bodo pa lahko morda oni tudi po zaslugi te raziskave vedeli več in uporabljali kvantne računalnike. Zakaj nam prerokba o koncu v resnici odpira pot v prihodnost? Janez Ovsenik. Po mnenju teoretičnih fizikov je celotno vesolje nestabilno in bi se lahko v vsakem trenutku končalo. Krivo je tako imenovano Higgsovo polje. O njem ste gotovo slišali in zaradi njega ima snov maso. To polje je v bistvu zaenkrat znano oziroma je sprejeto, da je verjetno metastabilno. Metastabilnost, to je recimo zasneženo pobočje. Sneg je videti stabilen, a ima veliko potencialne energije. Teži k temu, da bi jo sprostil in potoval v dolino, kjer bo res stabilen. Zato se sproži plaz. Ali še en primer, destilirano vodo lahko shladimo na temperaturo pod lediščem, pa ostane tekoča, ker se v čisti merni vodi ne ustvari prvi kristalček ledu. Če pa vodo takole pretresemo, se kristali uredijo. Tako bi se lahko zgodilo z vesoljem. Zgledala bi recimo kot neka taka črna luknja, ki bi se nekje ustvarila čisto naključno in potem širila čez celo vesolje in pol, če nas prevzame, recimo Zemljo, potem bi pač Zemlja nehala obstajati. Teoretično se lahko to zgodi prav kmalu. A naj vas pomirim, v vesolju prav kmalu pomeni čez nekaj milijard let. Naslednji obrok kredita je že zmeraj treba plačati, ja, definitivno. Je pa navdušujoče vedeti, kakšno stroko imamo v studiu v Sloveniji, da je sposobna takšnih raziskav. Kar smo ugotovili, je nek nov mehanizem, kako bi lahko do tega prišlo. Res po dolg časa smo uspeli nekaj o temu pojavu zapisati tako dobesedno na list papirja, se pravi z nekimi enačbami. Še bolj pomembno pa je, kako so prišli do rezultata. Proces so simulirali v kvantnem računalniku. In zakaj je to pomembno? Recimo, da se z avtom peljete na Vršič. Tja greste zato, da si ogledate naravo, seveda. Ampak hkrati boste veliko izvedeli o avtu, ki ga vozite. Ali se drži ceste, je treba kaj popraviti. Znanstveniki so v raziskavi kvantnega polja preizkušali nove tehnologije. Za kvantne računalnike je trenutno res težko najti neke konkretne eksperimente, ki jih lahko izvajaš, in ta se izkaže, da je en izmed njih. Zato lahko zelo pomaga pri razvoju tehnologij prihodnosti.